Pozdravljeni. Tokrat bi par besed namenili podzemnemu svetu, življenju v podzemnemu svetu in pravzaprav kaj smemo ugibati, kako te spremembe, ki se danes okrog nas dogajajo, kako se bodo prenesle v ta prostor. Začel bi kar z temle diapozitivom, ko sem se spomnil na njega z ene anekdote, z ene italijanske, ki se je menda zgodila na neki italijanski fotografski razstavi o podzemni fotografiji, ko je en od fotografov menda precej duhovito pripomnil, da pravzaprav najbolj realistična fotografija podzemnega sveta je pravzaprav ena velika črna tema. In ko sem o tej izjavi razmišljal kasneje, sem se pravzaprav domislil, da je zelo verjetno bi to trditev lahko majčkeno razširili, raztegnili, ker verjetno običajnemu človeku podzemlje ne utripa nekje zadaj v glavi vsak dan in pravzaprav se vprašanje, če pravzaprav poznamo sploh, kaj podzemni svet je, kaj pomeni izraz podzemni habitat, če se dobro zavedamo tega, kaj živi pod zemljo, kakšen je pomen te podzemne favne in pravzaprav kaj ogroža oziroma kako pravzaprav si mislimo, kaj si mislimo pravzaprav to favno ogroža. In nekako bi v teh 4 točkah pravzaprav to predavanje nekako zaokrožili. Začeli bi torej tudi kar z izrazom pravzaprav, kaj pomeni izraz podzemni habitat. Zdaj, habitat samo po sebi pomeni prostor z določenimi ekološkimi značilnostmi. Podzemni habitat pomeni seveda, da se ta prostor nekje razteza pod našimi nogami, pod zemljo in če boste katerikoli učbenik odprli, boste nekako naleteli pravzaprav na 3 ključne lastnosti. Prvo je to, da je tam stalna tema. Tema praktično v parih centimetrih, torej odvisno včasih od vhoda v jame, lahko parih metrih, pravzaprav svetloba izgine in to je območje večne teme. No, tema sama prinese določene posledice. Bistvo je to, da tukaj ne uspevajo zelene rastline, v odsotnosti zelenih rastlin ni primarne produkcije, ni hrane in to je pravzaprav druga značilnost podzemnih habitatov. Tukaj večinoma hrane primanjkuje. V največjem številu primerov hrana prihaja s površja, bodisi s spiranjem, bodisi z vetrom, bodisi z nekimi organizmi, ki tja zatavajo, vendar kot eno tako splošno pravilo je, da tukaj hrane ni. No in tretja značilnost, ki je navadno pa prezrta, ampak v biološkem smislu izjemno pomembna, pa da je to okolje izolirano od površja. Torej vsa ta dnevno-nočna nihanja, ki jih tukaj poznamo, sezonska, letna nihanja, so tukaj precej zadušena. In globlje, ko prodiramo, bolj je v podzemlju stabilna temperatura, manjša so neka nihanja v vlagi, v prepihu in v temperaturi. Tako da to so nekako 3 take ključne značilnosti podzemnih habitatov, ki bolj ali manj držijo, torej razen stalne teme, hrana in pomanjkanje hrane in stabilnost okolja nekako bolj ali manj držita za vse podzemne habitate, vendar je ob tem pravzaprav takoj treba tudi povedati, da podzemni habitati vendarle niso en tak enoten prostor, homogen prostor, ampak da pravzaprav s tem izrazom, s tem žargonom pravzaprav imenujemo celo paleto enih različnih prostorov, špranj, ki si vsaj del teh lastnosti delijo. Zdaj, razlike med temi prostori je smiselno poznati, kajti te razlike med podzemnimi habitati seveda narekujejo, kaj tam živi in ne nazadnje, kaj so grožnje tem organizmom. In za ilustracijo bi pravzaprav en tak po preprostem primer na primeru Slovenije pogledali. Preden tukaj pravzaprav nadaljujem, bi en tak hiter disclaimer moram narediti. Torej, jaz sem biolog, nisem geolog, hidrogeolog ali pa geograf, tako da mogoče bom uporabil kakšen izraz, ki ga geografi ali pa geologi mogoče ne uporabljajo. Mogoče bom kaj narobe po preprosto, ampak tukaj gre pravzaprav zgolj za ilustrativen namen, da si ogledamo
lastnosti teh prostorov zaradi živega sveta kot takega. Če si ogledamo Slovenijo na tem zemljevidu, vidimo, da je pravzaprav slaba polovica Slovenije kraške, druga polovica je nekraške in to je pravzaprav geološka podlaga, je lahko en tak preprost ključ delitve podzemnih habitatov, lahko jim rečemo kraški in nekraški habitati. V čem je ključna razlika? Ko govorimo o krasu, kras je vezan na kamnine, kot sta apnenec in dolomit, to se pravi, to so sedimentne kamnine, ki so nastajale v morju, pa so jih potem tektonski premiki narinili na površje, klimatske razmere pa potem sprožile preperevanje te kamnine. In preperevanje je tukaj zelo pomemben del, torej te kamniti bloki, ki so narinjeni na površje, ki jih danes poznamo kot Julijske Alpe, kot Dinarski kras, gre v bistvu za preperelo kamnino, polno špranj in te špranje so tisti prostor, ki ga potem podzemni organizmi lahko naselijo. Špranje same po sebi, ta razpokanost kamnine je bistvena za tudi razumevanje tega prostora. Po eni strani te špranje preprečujejo, da na površju ni tekočih vod. Vsa voda, ki pade na površje, zelo hitro ponikne v notranjost teh skladov in v zgornjih plasteh, ki so dvignjeni, ki štrlijo nad neko nadmorsko višino, nad neko cono, so praviloma suhi. V tem območju je pretakanje vode vertikalno. Do neke cone, temu rečemo nezasičena cona, in do neke nadmorske višine, ko se pa ta voda začne zbirati temu in od tega nivoja, od te višine navzdol pa govorimo o zasičeni coni, ki je stalno zalita z vodo. V tej zasičeni coni pa poznamo pretakanje vode tudi v horizontalni smeri. Hrana v ta prostor priteka bodisi s preniklo vodo, bodisi s ponikalnico, deloma kakšni organizmi noter prinesejo. Pravilo pa je tako, da globlje, ko se odmikamo od površja, manj je hrane in tudi bolj stalne so te razmere. Za samo razumevanje biologije sta pomembni še dve zadevi. Torej, ta pretrta kamnina, ki je labirint večjih in manjših prostorov, je na nek nam neznan način povezana. Torej, kot kažejo sledilne študije, se voda pretaka v tem kamnitem skladu, v tem pretrtem kamnitem skladu se voda lahko pretaka v zelo različne smeri. Tako da vodne povezave in povezave pod zemljo ne sledijo nujno razvodnicam na površju ali pa nekim geomorfološkim oblikam, kot bi jih lahko pričakovali na površju. Druga pomembna zadeva v tem kraškem svetu je to, da mi dostopamo lahko samo do enega majčkega dela habitatov. To se pravi, ko vstopimo v jamo, ko vstopimo v brezno, mi lahko v ta kamnit blok prodremo tako globoko, kolikor so veliki prostori, medtem ko organizmi, ki tukaj živijo, pa naseljujejo potem še čuda enih prostorčkov, do katerih mi ne moramo dostopati in neredko pravzaprav niti ne vemo točno, kje te živali živijo, ker smo jih pravzaprav zgolj naključno našli v teh velikih prostorih. No, to je recimo bi bila ena taka hiter opis kraških razmer, kraških podzemnih habitatov. Polovica Slovenije seveda je še vedno ne kraške, tukaj so geološka podlaga je tukaj drugačna, tukaj najdemo celo plejado terestričnih in vodnih podzemnih habitatov. Bi si pa tukaj v tem primeru ogledali zgolj habitat, ki mu rečemo intersticial, torej tukaj gre za prostor, ki nastaja med zrni peska, med prodniki, med skalami. Tak zelo tipičen intersticial je rečni intersticial, se pravi kot kole reka iz dolbe strugo. V zgornjih plasteh je seveda reka, ki jo mi vidimo, rečno dno imenujemo bental in pod bentalom praviloma je plast proda, peska,
v katerega vstopa voda. In prehodni coni rečemo hiporeik, v globlim plastem pod hiporeikom pa rečemo freatik ali pa kar poznamo potem pogoste tudi kot pod imenom podtalnica. In reka preko hiporeika komunicira s freatikom, reka prinaša hrano, prinaša kisik, mestoma vstopa v te podzemne plasti med zrni peska, na drugih koncih pa potem izstopa. Za samo razumevanje tega prostora je pomembno to, da je freatik zelo različno debela plast. Lahko ga skoraj da ni, lahko je globok več 10 metrov, lahko je globok več 100 metrov, torej recimo tale slika prikazuje vodnjake na jugu Ljubljanskega barja. Vodnjak v Brestu je globok več kot 100 metrov, iz njega zajemamo vodo, ki jo potem pijemo v Ljubljani. Pri teh globokih vodnih telesih je pomembno to, da so precej, torej globlja, ko so ta vodna telesa, bolj so izolirana od površja, dalj časa traja, da bo neka voda s površja tja prišla in prinesla bodisi hrano, bodisi kisik, bodisi karkoli drugega. Tako da ocene starosti vode iz vodnjaka v Brestu, ki je 100 metrov globok, so nekako 50 let. To se pravi, da pijemo 50 let staro vodo. To je tak pomemben detalj, ki ga bomo kasneje uporabili. Seveda te freatske plasti so potem včasih še pogostejše. Življenje lahko sega kar neverjetno globoko, več kilometrov globoko celo. Tukaj najdemo nekaj rekorderjev. Bakterije so najdeli v vodi, ki je imela 113 stopinj, to se pravi zaradi teh visokih pritiskov, ki se pojavljajo v teh globinah, se temperature lahko dvignejo nad vrelišče. Več celičarje so dobili tam nekje do 50 stopinj v teh globokih vodnih telesih. Kot zanimivost, pri teh zelo globokih vodnih telesih tudi izjemno visok tlak nastopa, ker prihaja do seštevanja učinka vodnega, hidrostatskega in litostatskega pritiska, tako da te zares podzemni rekorderji živijo v razmerah podobnih nekako kot 9-10 kilometrih globine morja, samo da so temperature bistveno višje. Torej, to je bil en tak hiter, mogoče pogled, razmislek na dva različno sestavljena, zgrajena tipa podzemnih habitatov. K temu se bomo majčkeno kasneje vrnili, bi pa zdaj nadaljevali z vprašanjem, kaj pod zemljo sploh živi. Če bi naključnega Ljubljančana verjetno vprašali, pa kogarkoli v našem prostoru, če pove eno podzemno žival, sem prepričan, da bi vsi takoj imenovali človeško ribico. To nekako vsi poznamo, kar seveda je popolnoma pravilno. Ni pa zadosti. Neredko pravzaprav se premalo zavedamo, da je predvsem slovenski prostor izjemno bogat z podzemno favno. Žal časa tukaj nimamo, da bi vso to favno si ogledali, tako da bi mogoče zaokrožili v par skupnih značilnosti in par predstavnikov. Torej tukaj je en tak hiter kolaž organizmov, ki jih najdemo pod zemljo, nekako skupne značilnosti podzemne favne pa lahko nekako zaokrožimo v tri misli. Prvo, kar je zelo očitno in izstopajoče, je to, da v tem prostoru ne najdemo ali pa najdemo izjemno majhno število žuželk. Na površju torej je glavna skupina organizmov, ki jih danes poznamo, so žuželke, skoraj milijon opisanih vrst danes živi, medtem ko ta delež teh živali je manj kot 0,5% teh organizmov najdemo pod zemljo. Prav tako v tem prostoru ne najdemo vretenčarjev, to se pravi organizmov, ki jih praviloma dobro poznamo. Torej, od vretenčarjev najdemo ribe, najdemo kakšno dvoživko, v celoti izostanejo plazilci, ptičji sesalci. Izjema so tisti osebki, ki morda pridejo tja prenočevat, morda nekako prevedrit, torej ne predstavljajo stalni del te favne. V nasprotju s površjem je tukaj pod zemljo najdemo izjemno bogato favno rakov.
Zdaj, raki tukaj si ne predstavljati jastogov pa škampov, ne, pod imenom rak se skriva marsikaj drugega, no, ampak zgolj za občutek, a ne, torej v evropskem prostoru je približno 50% vrst rakov več pod zemljo kot na površju. Ne, torej nekatere ocene se gibajo o tem, to se pravi, je lahko bistveno bogatejša favna, torej določeni segmenti favne so bogatejši pod zemljo kot na površju. In končno, ko govorimo o živemu svetu, ne moremo mimo enoceličarjev in bakterijske flore, to je seveda prisotno pod zemljo, je pa žal treba priznati, da raziskovalcev, ki bi se s tem segmentom živega sveta pod zemljo ukvarjali, je še bistveno manj kot raziskovalcev, ki proučujejo večceličarje, tako da je pravzaprav ta del podzemne pestrosti slabše raziskan, slabše razumljen in ga bomo tudi se ga bomo parkrat še dotaknili, vendar pa bomo bolj ali manj ga zaobšli. Torej, to so ene take splošne značilnosti, kot rečeno, vseh predstavnikov tukaj ne moramo predstaviti, je pa nekaj predstavnikov, ki mimo katerih pa je le prav, skoraj da ne moramo, je le prav, da jih omenimo, to so nenazadnje vrste, ki so se znašle na seznamu 2 habitatne direktive oziroma so kvalifikacijske vrste za Natura 2000 območja. 3 so take, pa je prav, da si jih ogledamo. Prva je tale, hrošček, drobnovratnik, okoli centimetra velik hrošček s takimi dolgimi nogicami, dolgimi tipalkami, izjemno ozkim prvim oprsnim členom, napihnjenimi pokrovkami. Zakaj je ta žival posebna? Vloga, ki jo je igral ta hrošček, je pravzaprav celo bolj zgodovinske narave, poleg tega, da gre za izjemno specializirano vrsto, podzemno vrsto. Namreč, ko so v 30 letih 19. stoletja raziskovali nove dele Postojnske jame, je te hrošče opazil takratni svetilničar, postojnski svetilničar Luka Čeč. So se mu zdeli očitno zanimivi in jih je prinesel Hohenwartu, ki je takrat ustanavljal Kranjski deželni muzej. No in tudi Hohenwart je bil nekako presenečen nad najdbo, da je dobil pravzaprav mravljam podobne hrošče pod zemljo in jih je predal kolegu Schmidtu, ki je bil, on je bil sicer trgovec, vendar se je ljubiteljsko ukvarjal z entomologijo in je bil zelo dobro vpet v evropske prirodoslovne krožke. No in Schmidt je tega hrošča opisal pod imenom drobnovratnik. Že on mu je dal slovensko ime kot zanimivost in ta najdba je kar precej odmevala. 2 taka hecna momenta sta tukaj nastala. Eno je to, da je Čeč poškodoval prvega hroščka in ker si je Schmidt želel novega hrošča, je razpisal nagrado za nov nedotaknjen osebek, kar je dodatno spodbudilo raziskovanje jam, da bi nov osebek našli. Po drugi strani je bil pa Schmidt dobro vpet v te povezan z evropskimi prirodoslovci, ki so se odzvali na to njegovo publikacijo in so začeli prihajati v Postojno, da bi tudi oni našli kakšno podzemno vrsto in tudi so jih našli v Postojnski jami in nekako se je s tem pravzaprav majčkeno bolj sistematično začelo torej vzorčenje ali pa raziskovanje podzemne favne. Tako da hrošču drobnovratniku nekako pripisujemo en tak formalen začetek jamske biologije. Druga taka pomembna vrsta, mimo katere je vrsta, ki jo seveda vsi dobro poznajo, torej človeška ribica Proteus holm, torej to je tudi vrsta, s katero mislim, da v slovenskem prostoru smo dobro seznanjeni, jo poznamo. Prve zapise o tej vrsti je poskrbel, prve zapise je pripravil že Valvazor, torej jih je oskrbel. In Valvazor hecno, on je bil
on je potoval po Kranjskem, marsikaj je precej neselektivno pobral, je pisal o črnih racah, ki so priletele iz podzemlja, pa o čarovnicah Slivnice. No, do zmajevih mladičkov bil pa precej rezerviran, to je tako še kar nenavadno. Kar je treba povedati, Valvazor v resnici Proteusa nikoli ni videl. Njemu so samo pripovedovali o njemu in na koncu je prišel do sklepa, da gre za, kako že nekako, pet dolgo golazen, ki je tu in tam povsod dosti. Nekaj takega je zapisal o močerilu, pa se potem ni prav zelo veliko ukvarjal z njim. Se je pa potem z močerilom sistematično ukvarjal idrijski zdravnik Skopoli, ki je bil tudi tak prirodoslovec. In on si je dopisoval s Karlom Linnejem o tej živali. Linnej je bil precej zadržan, je bil prepričan, da gre zgolj za razvojni stadij kakšnega pupka. Tako da pravzaprav v nekem takem taksonomskem smislu nista zelo napredovala. In čeprav je imel Skopoli vse pripravljeno, ga je nekako prehitel Lavrenti, ki je deloval na Dunajskem muzeju, ki je pa to vrsto opisal. No, sam opis te vrste je pa sprožil potem vihar, to se pravi Proteus je bil deležen kar precejšnjega zanimanja po Evropi, precej so ga začeli raziskovati, tudi gojiti, skušali so ugotoviti, kako se razmnožuje. Prodajali so ga celo kot domačo žival, tako da je bilo kar precej takratnega interesa. No in že kot zanimivost, že takratni naravoslovci so ugotovili, da je vrsta precej variabilna in so tudi sami predlagali več, da je to pravzaprav, so opisali več vrst, ki so jih pa kasneje potem sinonimizirali, vse pod imenom Proteus sanguinus. In tako je ostalo do 90-ih let, ko je pa pravzaprav prišla velika novica iz Bele krajine, ko so našli črno obliko človeške ribice, pigmentirano, z majčkeno bolje ohranjenimi očmi, in takrat sta jo profesor Sket pa Arntzen opisala kot Proteus sanguinus subspecies parkel, kot podvrsto parkel, ki je bila črna kot hudič. In do nedavnega je pravzaprav veljalo, da je človeška ribica vrsta z dvema podvrstama. No in pravzaprav z veseljem lahko tole sliko pokažem, pravkar sveže sprejeta objava kolegov, ki so pa zadevo temeljito preiskali z molekularnimi markerji, ki nedvoumno pravijo, da je človeška ribica kompleks 9 globoko ločenih vrst in nekdanja črna podvrsta je zgolj ena od teh vrst. Formalni opisi teh vrst še čakajo, je pa gotovo, da bodo slej ko prej prišli na vrsto, tako da mislim, da bomo v prihodnjih letih dobili nova imena. No in tretja vrsta, ki je omembe vredna, prav tako Natura 2000 vrsta, je jamska školjka. To je pa gotovo najmanj znana žival od vseh treh. Zakaj kot školjka pravzaprav pomembna? Zgledajo, ko je take obledele, drobčkane klapavice te školjkice. Školjke so filtratorji, in ker je jamsko okolje skromno s hrano, je te hrane še manj razpršene v vodi in filtratorji se ne počutijo prav dobro v jamah. Tako da to, da najdemo filtratorje v jamskih sistemih, je velika posebnost in to je naredilo to školjko pravzaprav posebno. Opisali so jo sprva kot Congeria kuščeri, potem so pa dobrih 10 let nazaj hrvaški kolegi naredili molekularno analizo in pokazali, da gre za kompleks 3 dobro ločenih vrst, to se pravi Congeria kuščeri, Congeria mula-omerovič in Congeria jalžiči. In glede na to novejšo sistematsko delitev v Sloveniji živi Congeria jalžiči. No, kot zanimivost, ta školjka je v tesnem sorodu z danes zloglasno potujočo trikotničarko, to se pravi Dreissena polimorfo, ki je Dreissena polimorfa, vrsta, ki je invazivna, se širi po celemu svetu in povzroča precejšno zgago marsikje na teh vodnih prehodih, vodnih poteh, na hidroelektrarnah, ker se prilepi na podlago. Torej, ena hujših invazivnih vrst, no, in težko bi si predstavljali večji kontrast z jamsko školjko. Jamske školjke so pa pravzaprav neke vrste relikti, preživeli ostanki nekdanje favne. Torej, iz tega rodu je bilo več vrst približno 15-20 milijonov let nazaj, ko je bil po Balkanskem polotoku, ko so bili tukaj še ostanki morja Paratetis, ko so bili tukaj miocenska jezera. In fosilni ostanki kažejo, da je bilo tako vsaj
približno 30 vrst tega rodu takrat razširjenega. Ko so se te vode posušile in odtekle, so školjke izumrle in edini preživeli ostanki danes živijo na Dinarskem krasu pod zemljo. Tako da imamo v isti žlahti pravzaprav eno hudo nebodigatrebo, ki se širi po celem svetu, in pa hkrati Natura 2000 vrsto, ki je kvalifikacijska za Natura 2000 območje in je nekakšen relikt starejše favne. Tukaj bi nekako zaključili z tem sklopom, kaj pod zemljo živi, in bi se mogoče pravzaprav vprašali, kaj pa pravzaprav je pomen, kakšna je vloga, kakšen je pomen te podzemne favne. Teh vidikov je kar več, no, in mogoče lahko začnemo z enimi takimi fenomenološkimi vidiki, zakaj je ta favna pravzaprav kot taka sama po sebi zanimiva. Osnovni izhodiščni razmislek je pravzaprav, da podzemni svet se razteza sicer po celemu planetu, pod vsemi kopninami, ampak tam najdemo le majhen delček vrst. Gre za res tako neprijazno, negostoljubno, temno, s hrano skromno okolje, v katerem se počuti dobro le majhno število vrst. In te vrste so seveda zanimive, ker so prišle pravzaprav do nekih takih skrajnih razmer, v katerih preživi le peščica vrst, in recimo med temi vrstami najdemo kakšne prav hecne lastnosti. Tukaj na tem diasu imam na primer prikazana dve taki informaciji. Na levi strani je graf, ki prikazuje možnost stradanja, torej starejša študija že, ko so pravzaprav stradali površinske podzemne vrste, in kot vidimo, po 200 dnevih stradanja so tri vrste podzemnih rakov brez kakšnih hujših težav prestale, več kot 85% oseb, ko je še popolnoma normalno živelo, medtem ko njihovi površinski sorodniki so po dobrih 2 mesecih večinoma pravzaprav pomrli od gladu. In to je starejša študija, danes vemo, da so ta obdobja stradanja še daljša, lahko se raztezajo preko 1 leta. Torej, te živali očitno imajo neko zmožnost skladiščenja zalog, počasnega koriščenja zalog, nizkega metabolizma, skratka imajo neke hude varčevalne mehanizme, ki jim omogočajo, da za izjemno dolgo obdobja lahko preživijo brez stradanja. In verjetno ta dolg metabolizem prispeva k enemu drugemu takmu slabo poznanemu fenomenu, ki ga ne razumemo, to je pa dolgoživost. Torej, tale razpredelnica na desni prikazuje seznam vrst, pri katerih so skušali oceniti ali pa izmerili starost, in v primerjavi z površinskimi sorodniki vidimo, da so vse te vrste precej bolj dolgožive. Rekorder med njimi je seveda človeška ribica z ocenjeno starostjo več kot 100 let. Je pa tukaj treba kar takoj povedati, da že v Sloveniji poznamo osebke, ki so zagotovo starejši kot 60 let. Namreč Marko Aljančič je ustanovil svoj podzemni laboratorij v Tularju v 60 letih, tja prinesel odrasle človeške ribice. Od takrat je minilo več kot 60 let, pa te živali so bile že odrasle, tako da zagotovo imamo danes živeče živali, ki so starejše kot 60 let, kar je taka neposredna potrditev o dolgoživosti te vrste. No, teh fenomenov je več, no, pa mogoče ne bi več bredel v njih. Bi si pa ogledali še par drugih vidikov. Enega smo se pravzaprav deloma že dotaknili. V podzemlju najdemo, temu rečemo, reliktno favno. To se pravi favno, ki je danes praviloma ne poznamo, za katero domnevamo, da so ostanki favne iz preteklih dob, ki so uspeli preživeti vsa ta izumiranja, ko so recimo dinozavri izumrli, so uspeli nekako preživeti pod samo podzemljo. Na tej sliki sem samo izbral 2 skupini rakov, eno skupino Remipedija, drugo Speleogrifacea. Obe sta taki precej posebni svoji skupini na višjem nivoju, ki jih najdemo zgolj in samo pod zemljo. To samo po sebi mogoče niti ne bilo tako nenavadno. Pomembno je to, da so te živali, kako so te živali razširjene. Remipediji živijo po somornih jamah, po Karibih, po Avstraliji recimo, no, medtem ko Speleogrifacee pa najdemo v jamah, jamskih vodah Južne Afrike, Južne Amerike in Avstralije. In tukaj se
pravzaprav pojavi vprašanje, ja, kako pa te živali so se lahko razširile preko morja. In nekako ugibamo, da verjetno se niso razširile preko morja. Verjetno so to živali iz časov, ko so bili kontinenti še skupaj, ki izvirajo iz tistega obdobja. Verjetno so takrat, smemo domnevati, malo ugibati, da so morda takrat živeli še njihovi površinski predniki, ki so kasneje izumrli, medtem ko njihovi nasledniki so pa preživeli v podzemlju in ko so se kontinenti razmaknili, jih danes najdemo na vseh različnih koncih tega sveta. Tako da smemo domnevati, da so tukaj neke starinske oblike, vsaj da v podzemnem svetu najdemo določene starinske oblike. Takih primerov je več, pa jih ne bi naštevali, bi pa morda kot zanimivost našteli tudi eno tako ostank starinskosti, ki smo ga našli v Evropi. Evropa je bila 10 do 30 milijonov let nazaj precej drugačna, kot je danes. Tukaj je bilo tropsko podnebje in kot kažejo fosilni dokazi, je bilo tukaj bistveno več vrst, prihajalo do intenzivne speciacije, bila intenzivna evolucijska dinamika. No, potem se je pa seveda z tektonskimi premikami, z ledenimi dobi relief precej spremenil, del vod je manj, klima se je spremenila in bilo je precej izumiranja. Torej nasledniki teh nekdanjih evropskih vrst pa so se preselili proti jugu oziroma proti tropom. In danes evropski kontinent velja kot pravzaprav tak z vrstami reven kontinent. No, in da pravzaprav pestrost, ki je nekoč nastajala, da je izumrla in da je ni več. In smo na to evolucijsko dinamiko sklepali zgolj in samo iz fosilov. No, potem smo pa pravzaprav začeli z intenzivnimi raziskavami teh slepih postranic v evropskem podzemnem prostoru in pravzaprav ugotovili, da časovno, torej ta diverzifikacijska dinamika, te vrste so nastale iz skupnega prednika, izključno podzemljo, naselile so različne podzemne habitate in to se je dogajalo nekako v tem času 10 do 15 milijonov let nazaj, ker so bile podzemljo, so bile zavarovane in tukaj gre za skupino, ki predstavlja eno najbolj obsežnih radiacij živalskih skupin na svetu, ki je ohranjena v evropskem podzemlju. Torej, čeprav je Evropa skromna s fauno, imamo tukaj pravzaprav podzemljo neko bogato skupino, ki je ostala, ki nekako nosi, ki nekako priča o nekdanji živahni evolucijski dinamiki in je preživela v kraškem podzemlju, kraškem in nekraškem podzemlju. Tretji vidik, mimo katerega ne moremo pri podzemni favni, je pa endemizem. Zdaj, endemizem je en tako hlapen izraz, pomeni to, da živali živijo zgolj na samo enem območju, s tem, da je dostikrat pravzaprav to nejasno povezano, ali je to endemit Šišenskega hriba ali je to endemit Avstralije. No, ampak, če pogledamo območje razširjenosti jamskih oziroma podzemnih organizmov, ugotovimo, da so ta območja razširjenosti izjemno majhna. In te grafi prikazujejo premer, torej ta razdaljo, območje razširjenosti vodnih in kopenskih podzemnih živali. In če pogledamo tale manjši graf, vidimo, da je na območju, ki ima premer največ 30 kilometrov, najdemo 75% vseh vrst terestričnih in preko 50% vodnih vrst. To se pravi, večina vrst živi na območju, ki ima v premeru manj kot 30 kilometrov. Rdeči črtici na teh dveh označujeta število vrst, delež vrst, ki je bil najden samo na eni lokaliteti. To se pravi, slaba četrtina vodnih vrst je znana samo z ene same lokacije in slaba tretjina terestričnih vrst je znana samo z ene same lokacije. To se pravi, gre za vrste, ki imajo izjemno majhno območje razširjenosti in če ta pojem endemizma raztegnemo v neko skovanko, nacionalni endemit, to se pravi, če govorimo o vrstah, ki živijo zgolj in izključno samo na območju Slovenije, znotraj političnih meja Slovenije, se lahko vprašamo, koliko
takih nacionalnih endemitov najdemo pod zemljo pa nad zemljo. In sem pripravil tole tabelo, številni kolegi so mi pomagali s podatki, za kar se jim lepo zahvaljujem. Vidimo, da pravzaprav prvi stolpec prikazuje število vseh vrst v Sloveniji, pa število vseh endemitov, ki živijo v površinskih vodah, torej na površju, število nacionalnih endemitov na površju. Tretji stolpec prikazuje oceno podzemnega števila vrst in pa oceno števila podzemnih endemitov. In kot vidimo, kot je tukaj jasno vidno, je pravzaprav število teh endemitov, ki živijo zgolj in samo znotraj meja Slovenije, je bistveno večje pod zemljo kot na površju. Praktična posledica je ta, da to so vrste, ki so odvisne izključno od nas, od našega upravljanja s prostorom, od naše zakonodaje, od našega skrbnega ravnanja. Torej, to je tista naša nacionalna dediščina, za katero smo odgovorni, da jo pravzaprav predajamo naprej. No in če to nacionalno dediščino pogledamo v nekem širšem svetovnem merilu, pridemo pa do hitrega sklepa, da je Slovenija tudi v nekem svetovnem merilu ena taka vroča točka podzemne favne. Izraz vroča točka se uporablja za območja, kjer je nakopičeno veliko število vrst. In pred približno 25 leti so se začele te globalne analize, kjer recimo je veliko podzemnih vrst in mislim, da prav prva študija je bila leta 2000, profesor Kalver in Skec sta jo pripravila, sta enostavno pogledala, kje na svetu se nahaja 20 jam, ki štejejo, v katerih najdemo najmanj 20 specializiranih jamskih vrst, ki jim rečemo troglobionti. In kot je na tej sliki razvidno, od številke 12 do 17, velik del teh jam pade v območje Slovenije. Pa bi si mislil kdo, da je to pravzaprav neke vrste napaka zaradi pretiranega merjenja, ampak potem so sledile številne študije na različnih skupinah, tole je recimo ena takih malo novejša iz 2014, kjer smo analizirali razširjenost podzemnih rakov. In pravzaprav vse te študije, ne glede na so narejene na terestričnih, na vodnih organizmih, pritrjujejo tej tezi, da je recimo v evropskem prostoru visoka vrstna pestrost nakopičena med Pirineji, po južnih obronkih Alp, pa potem po Dinarskem gorstvu, in da je območje Slovenije pravzaprav ena taka globalno pomembno območje za podzemno favno. In pravzaprav slovenska nacionalna dediščina v tem smislu predstavlja nenazadnje tudi en tak pomemben segment svetovne naravne dediščine. No in to so recimo taki mogoče bolj akademski razlogi, marsikdo pa želi bolj tak utilitarističen pogled, čemu mi pa pravzaprav ta favna bo služila. In tukaj pa seveda treba povedati, podzemlje je seveda na nek način izolirano od površja, ni pa ločeno. V resnici podzemlje in površje bolj komunicirata, kot si mislimo. Verjetno gre za en tak segment, ki je premalo raziskan. In zagotovo podzemne vode kot take so del vodnega kroga, kot ga poznamo. In podzemne vode, pa je pravzaprav vseeno, govorimo o kraških ali ne kraških, torej tukaj so bakterije, ki tvorijo biofilm, tukaj so nevretenčarji in vsa ta voda, ves ta drobir, ki ga površinska voda prinese pod zemljo, ga te živali procesirajo. Torej, deloma raztopljene snovi bakterije ulovijo, snovi v delcih neposredno pojejo rakci in na ta način nastajajo prehrambeni spleti, ki so pod zemljo. In vsi ti prehrambeni spleti pravzaprav omogočijo, da se vnos neke organske snovi, ki prihaja v podtalnico, odvzema iz te vode in se kopiči v biomasi teh organizmov, oziroma po domače povedano, če pride do nekega onesnažila, ki ponikne v podzemno vodo, to onesnažilo ne bo zginilo samo od sebe iz te vode. V resnici so bakterije, organizmi, ki ga nevtralizirajo, ki ga prevzamejo, in ti organizmi so ključnega pomena za samo čistilne procese in za samo kvaliteto, zagotavljanje kvalitetne pitne vode.
Tako da mislim, da o pomenu podzemne favne bi lahko še precej razpredali. Vidimo, da so čisto taki akademski razlogi, lahko so čisto taki praktični, skoraj da gospodarski razlogi. Zagotovo pa gre za segment favne, ki je večinoma prezrt, ampak kot kaže, upam, da sem vas prepričal, precej pomemben. No in tukaj pravzaprav pridemo do točke, ko se moramo vprašati, kako pa s tem prostorom, pa s temi organizmi mi delamo, kako upravljamo s tem. Odgovor je zelo enostaven, ne upravljamo, a ne? In danes smo se znašli v času, ko se razmere, okolje se precej spreminja, ne? Celo mi smo se zavedali tega, ne? Ljudje, čeprav zelo radi stran pogledamo, torej smo kar v naslov tega cikla v vrtincu sprememb je zelo primeren današnjemu času, ne? In vprašanje je, kaj te spremembe pomenijo za podzemne organizme. In preden gremo na same spremembe, je mogoče treba narediti en tak preprost razmislek o tem, kar smo se zdaj slišali, to se pravi, podzemna favna je ranljiva. Bolj ranljiva kot tista na površju iz najmanj 3 razlogov. Prvo je to, da so ti organizmi ozko razširjeni. Se pravi, imajo majhno območje razširjenosti in seveda neka lokalna motnja, ki bo imela katastrofičen značaj, lahko povzroči, da cela vrsta izumre. To se pravi, ne bo, če ima vrsta območje razširjenosti več tisoč kilometrov, pa eno majhno razlitje enega strupa lahko pomeni lokalno izumrtje, ampak se bodo osebki hitro naselili nazaj. Če pa smo prizadeli 3/4 celotne vrste, je pa velika verjetnost, da bo ta vrsta lahko celo izumrla, zaradi bioloških procesov, ki potem sledijo. Torej, endemizem, majhno območje razširjenosti samo po sebi dela to favno ranljivo. Druga stvar je ta, da ker je to okolje izjemno stabilno, so se te organizmi prilagodili na to stabilnost. In kot kaže, vsaj nekatere vrste so izgubile to zmožnost tolerirati majčkeno drugačne razmere. Ne velja za vse vrste, ampak pri določenih skupinah so recimo pokazali, da nihanje temperature 2 stopinji gor ali dol je lahko že usodno za njihovo preživetje. In v tem primeru pravzaprav ta dovzetnost za spremembe je druga taka zadeva, ker so se prilagodile na te razmere pod zemljo, so postale dovzetne za spremembe. Tretja zadeva, ki je pravzaprav tudi pomembno imeti pred očmi, če pride do nekega katastrofičnega dogodka, da bo neka združba izumrla ali pa bo zdesetkana, se moramo zavedati, da te živali imajo počasno presnovo, počasno rast, počasno razmnoževanje in da bo prišlo do obnove združbe, bo trajalo lahko zelo dolg časa. In če te živali skrbijo za neko funkcioniranje podzemnega ekosistema in recimo zagotavljajo na primer pitno vodo, v tem času bodo te funkcije motene. Torej imamo vsaj 3 take segmente, ki delajo to podzemno favno ranljivo in žal se tega čist premalo zavedamo. Posledice so pa te, da pravzaprav prihaja do uničevanja habitata v večji meri, kot bi si želeli. Da prihaja do pravzaprav ne uničevanja, da prihaja do škodljivih učinkov pod zemljo v večji meri, kot bi si želeli. Ogledali si bomo samo 2 primera, torej eno je uničevanje habitata, eno je pa pravzaprav, kaj neko razlitje na površju lahko pomeni za podzemni svet. Zdaj, uničevanje habitata je pogosto neka taka povezano z nekimi gospodarskimi aktivnostmi, recimo pri nas manj izrazito, po svetu pa zelo pogosto enostavno prihaja do izkoriščanja apnenca. Tale slika je iz Brazilije, ko so jo kolegi poslali, na tej sliki je nekoč stala jama tega apnenčastega bloka, enostavno ni več. Zrezali so ga, naredili so bloke, ki jih bodo prodali. To se dogaja po Kitajski, Avstraliji, to se pravi, kar celi hribi izginevajo dobesedno in na ta način enostavno ni več prostora za podzemne organizme. Pri nas se taki dogodki dogajajo redno, ampak v manjšem obsegu, to je en tak primer gradnje tunelov, gradnje avtocest, seveda, ko zarežemo v nek apnenčast blok, smo del habitata odstranili in v neznanem obsegu v okoliški habitat pa potem razširili neke škodljive učinke. Do uničevanja habitata lahko prihaja tudi v nekraških območjih. Predvsem to, da se ne zavedamo, da je podzemlje tudi zunaj krasa, ima lahko škodljive učinke. En tak znan primer
uničevanja habitata so hidrotehnični posegi na rekah. Torej reke, prej smo jih predstavili, reka komunicira s podtalnico. Vsak jez, ki ga postavimo na reki, s kakršnim koli namenom, bo začel ustavljati vodni tok. Dostikrat te akumulacije delujejo kot eni taki spački, ki niso ne jezera, ne reke, izgubijo lastnosti enih in drugih, izgubijo lastnosti reke, ne dobijo popolne lakustrične jezerskih lastnosti. No, ampak kaj se takrat začne dogajati? Torej, začnejo se procesi sedimentacije bolj intenzivno, drobni delci se usedejo med prodnike in delujejo tako kot ena taka betonska prevleka, ki prekinejo stik med površinsko vodo in podzemno vodo. In ko so pred leti odprli akumulacijo na mostu na Soči, smo lahko dostopali do proda pod temi sedimenti, je bila ta voda pravzaprav zagnita, zakisana, v njej pa praktično ni bilo živih živali. Ker se tega ne zavedamo, so seveda načrti taki, kot so. Tole je bila ena študija, ki smo jo nedavno naredili, zeleni krogci prikazujejo načrtovane hidroelektrarne po dinarskem območju, z kvadratom je označeno območje Evropske unije. In če pogledamo, kako se vzorec načrtovanih hidroelektrarn prekriva z vzorci biotske pestrosti, vidimo, da pravzaprav prihaja do velikega prekrivanja človeških načrtov, kako bomo reke izkoristili z območji visoke vrstne pestrosti. Kar je mogoče še bolj problematično, je pa to, da torej kras ali pa ne kras, vse to je pravzaprav na nek način bolj ali manj porozen svet. Karkoli bomo naredili na površju, ali so to strupi, gnojila, neurejene kanalizacije, industrija, se bo slej ko prej začel spirati v globino. Prišlo bo do podzemlja. Če živimo na krasu, bo pravzaprav če živimo na krasu, se bodo te recimo strupi ali pa odplake pretakale lahko zelo različne smeri, tako kot sem prej omenil. Torej, tukaj imamo tridimenzionalni labirint in problem, na katerega naletimo, je ta, da ko na nekem točkovnem mestu pride do neke nesreče, se lahko posledice te nesreče realizirajo popolnoma drugje. Mogoče se spomnite, pred par leti na Črnem Kalu se prekucnil vlak, še vedno ne vemo, kje so tisti vagoni kerozina, ki so poniknili v Kraškem robu. Na nekraških območjih je pa, se bojim, še hujša past čas. Torej, če se prej spomnite, ko sem omenil, da pijemo vodo iz vodnjaka v Brestu, ki je stara 50 let, se pravi, to, kar mi danes počnemo na površju, potuje proti virom naše pitne vode, proti organizmom, ki tam živijo. Kdaj bo prišlo tja, ne vemo, v kakšnem obsegu se bo to izrazilo, ne vemo, kakšne bodo posledice, ne vemo. In tukaj se srečujemo z zelo velikim številom neznank, ki jih ne znamo nadzirati, ne znamo jih napovedati in seveda v tem primeru je edino, kar je smiselno, je, da moramo čim previdneje ravnati s tem in se probati pravzaprav zavedati teh sprememb in z njimi živeti. Stvari vsekakor niso tako črne, torej tukaj velja seveda omeniti, da nenazadnje Agencija Republike Slovenije spodbuja naše raziskovanje v tej smeri, torej smo financirani in tudi ustrezna ministrstva, recimo trenutno potekajo live projekti, ki skrbijo za to, da bi stekli redni monitoringi podzemnih habitatov in tudi, da se začnejo vse te informacije ustrezno katalogizirati, zbirati informacije in iz tega potem tudi na najprimernejši način upravljati s prostorom. Tako da s tem pravzaprav majčkeno optimističnim zaključkom, da torej, čeprav smo ta svet precej zašuštrali, da pa vsekakor se je vredno naprej torej, da se je vredno pravzaprav boriti za tisto, kar še imamo in da tukaj so mehanizmi, ki nam omogočajo, da bi do tega prišli. S tem bi nekako zaključil. Zahvalil bi se vsem financerjem,
Zahvalil bi se Prirodoslovnemu muzeju, Cankarjevemu domu, da so mi dali možnost to besedo, in zahvalil bi se vsem poslušalcem. Hvala lepa.